Ljudje in ljudine, poslušate 249. epizodo 8. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obsedeni z birojem za opremo, diletantskim, smo, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov, tokrat brez gostje ali gosta, a zato nič manj gostobesedni. Današnja epizoda je posvečena prvi sezoni serije The Chair Company, ki ste jo lahko od 12. oktobra do 30. novembra lani sproti spremljali, oziroma si jo lahko seveda še vedno gledate na HBO Max. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala kremš komiko, teorije zarote in kvarnike. In zdaj nekaj zarotniškega. Ok, torej delamo The Chair Company. Jaz se že vnaprej poročujem, malo imam zapasen nos, ker je pomlad, vsi tisti, ki trpite z mano, te njeni nahod, zdaj si pihnite skozi levo nosnico, če zmorete. Žanri, ki jih bomo danes obravnavali, so kar zanimiv miks, neke vrste, se pravi kremš, črna, absurdna oziroma nadrealna komedija, teorija zarote, srhljivka, celo grozljivka. Ustvarjalca serije sta Tim Robinson, ki je tudi glavni igralec te serije, in Zach Kanin je po slovensko. Kanin, Slovenci, je. Prav gotovo, ja. Ki sta se srečala na SNL-u, kjer sta delala kot pisca, soustvarjala pa sta že komično serijo Detroiters in I Think You Should Live with Tim Robinson. Jaz nisem pogledal nobene, kdo dvajo? Nope. Prvi del I Think You Should Live with Tim Robinson. Ok. Igor je poskušal narediti domačo nalogo, pa je tako, ko ponovadi vse neki na pol. Ali pa mu je pes pojedel preostalek serije. Ampak zdaj je Igor na vrsti, da ne bo razložil, o čem gre tale serija, in to je bilo zelo preprosto delo, tako da Igor, absolutno, lepo, takoj bom fertik. Da imaš najlažje delo na tem podcastu. Prav, probajmo to. Ron je dolgočasen tip v srednjih letih, ki mu na pomembni službeni prezentaciji se zlomi stol in telebne po tleh in poleg tega vidi sodelavki pod krilo. In ko hoče prijaviti defektni stol proizvajalcu, ker je mnenja, da to je zagotovo serijska napaka, ampak postane prepričan, da je v ozadju zarota in tekom njegove vse bolj manične preiskave ugotavljamo, kako globoko gre ta zarota in kako široko. V vsaki epizodi Ron namreč naleti na neko bizarnost, ki ga vodi v novo zajčjo luknjo, ki morda tvori del istega brloga ali pa povsem novega. In če ostanemo pri zajčji oziroma kunči metafori, ker kunci so tista vrsta, ki koplje rove in brloge, medtem ko zajci pogosto tičijo v grmih. In zdaj tale moj aside je dobro opisal literarne preskoke, ki jih izvaja serija, ampak, če se vrnem nazaj, torej Ron med preiskavo spozna zanimive in vse bolj psihotične like, predvsem varnostnika Mikea Santinija, ki postane njegov zaveznik in prijatelj, zaplete pa se še s propadlimi igralci, narkomani, navdušenci nad daljinskimi avtomobilčki, poslovneži, dementno mestno administratorko in čudakom, ki mu je rešil ali pa ugrabil psa ali pa je morda zombi. Ampak najbolj bizarno Lou Diamond Phillips poje karaoke in ne odpoje La Bambe. To se mi je zdelo narobe. Preprosto to je zelo narobe. Deal breaker. Hvala, Igor. Ja. Psi, v bistvu, ni bilo tako težko. No? Zanimiva serija, več o zanimivosti te serije, seveda v nadaljevanju te epizode, ampak najprej neki naši osnovni prvi vtisi. Mito, ti si prvi pogledal serijo, tako da si prvi prišel do prvega vtisa. In kakšen je ta tvoj prvi vtis? Še vedno tako kvaliteten kot prvič. Meni je bila zelo všeč, sveža serija, vse za nabirko nekih komičnih vsebin, ki sem jih zmogel pogledati letos pa lani, se mi je
se mi zdela ta serija res nekaj svežega, no? Malo se odmika od nekih klasičnih SNL-ovskih stand-up pristopov in ves ta zdrz v absurdnost, pa v slapstick komedijo, no? Pa v socialni komentar, predvsem kako se malo odraži socialne konvencije, no? To je meni bilo zelo dobrodošlo. Ok, super. Igor, ti si pogledal zadnji, kakšen je tvoj vtis? Ja, še snoči sem gledal in moram reči, da prebral sem nekje, da sta avtorja rekla, da ne. Ona dva nista stvari splanirala, ona dva sta kar improvizirala cel čas in moram reči, da jima je super ratalo povezati za nekaj, kar je improvizirano ves čas, dejansko boljš kot dostkrat piscem serij, ki imajo nek loop, ali ne vem, J.J. Abrams pa tele, ko imajo nek hud koncept in potem imaš neke stranske dele, ki bi naj služili karakterizaciji likov, ampak nikamor ne vodijo, misliš pa, da je nastavek, ker povsod pričakuješ nastavek, tu pa je toliko nastavkov za stvari, ki se bi povezale, ki se ti zdijo nemogoče, da bi se povezali in potem, ko se neke stvari povežejo, si tak, odkot, zakaj, kako. In mislim, da je mojstersko je narejeno. Je pa kar malo težko občasno gledati, ker je tale kremš faktor na 11. No. Ja, zelo podobno. Jaz sem včeraj gledal sicer en video, ki se ni razvil v to, kar bi človek mislil, da se bo razvil po naslovu, ker je skušal primerjati, v naslovu je bilo, da bo primerjal The Cher Company z Twin Peaksom. Sem ga pogledal. Z serijo, ja. Ampak pa se nekam, mislim, da zelo Twin Peaksovsko zgubi v samem narativu, čeprav recimo, da približno razumem, kaj je hotel povedati. Ja, mislim, tale končni človek, s katerim se sooči, je zelo po Linčevih enih teh estetikah zasnovan, drugače pa... Ne, jaz mislim, da če kar zdaj... Dajmo kar na Twin Peaks skočiti. Kaj Twin Peaks nekaj naredi, se mi zdi, da tlele to skušal primerjati. Meni se zdi, da uspešno naredi primerjavo, da se ne gre niti toliko za absurd ali pa za sam zaplet, humor ali pa misteri tega Cher Company, kakorkoli, kot pa pač ta vinjetna zasnova, pa liki, ki živijo svoje življenje onkraj zgodbe glavnega lika in uletavajo v glavni narativ in izven, da ta plastika nekako soobstaja, podobno kot pri Lynchu, ker ti uletavajo neki liki, pa štekaš, da so samo reakcija na glavni narativ, ampak da imajo kot neko svoj life, in ta plastika zelo dobro funkcionira in ta podobnost se mi zdi zelo na mestu. Tako je, zato ker imaš, mislim, da je zelo fino povedal, pač res imaš ta občutek, da ko lik gre mimo, ko naš glavni lik, ki ga mi spremljamo, ki je v bistvu skozi njegovo fokalizacijo vidimo vse, skratka to, kar vidi on, vidimo mi in na nek način ne doživljamo mi. Skratka, ko on gre skozi recimo tisto sobo, kjer najde ona dva, ki se poljubljata, je še cela zgodba, gledalec ima ves čas občutek, da bi tam bila še cela zgodba, flashbacki in potem, kaj se zgodi, ampak ko lik gre ven, zapusti to sobo, je seveda ta zgodba za nas zaenkrat. Ne vemo, če res, ampak zaenkrat zaključena. In to se mi je zdelo tako zelo zanimivo, ker tudi jaz sem imel nekje na sredi tak zelo občutek Twin Peaksa, občutek Lyncha, te neke njegove zloveščnosti, ki pa je vedno na neki meji s komedijo, z nekim žalostnim občutkom. V resnici jaz sem dostkrat imel občutek neke ne bi rekel melanholije, ampak nekega, da je v tem tudi nekaj žalostnega, kar nam pove o sodobnem svetu, recimo, tudi ta serija. In meni je bila z tega vidika izredno, se strinjam z Mitotom, izredno nekaj svežega, kakorkoli pač obožujem neke, recimo, čist navadne, recimo, zdaj sem začel gledati Roosterja, recimo, in je čist fajn, ker je taka klasična, humoristična serija, dobro, seveda tudi vse sodobne serije imajo tam malo tega kremš komedije, ampak se mi zdi, da je tukaj pa res, tako kot si ti, Igor, rekel, še stopnja dlje, predvsem pa s to nekimi, ne znam čisto dobro povedati, ampak s to neko mešanco komedije, ki je absurdna, pa nekega zelo trdega realizma na trenutke, kjer pač liki
delujejo nevrotično, ampak potem ta kremško medija, ki pač kar gre, pa si ti že, fuck, nehaj že, prosim, tedi se, nehaj govoriti o tem. Zdaj, pa mislim, čist scena, ki je ena najbolj absurdnih, ki oni vletijo na gradbišče in so ga zasedli navdušenci nad daljinsko vodenimi avtomobilčki. In je tako, kaj? Ker vidiš že, da je nekdo vlomil not in misliš, da je to del neke zarote, ampak ne, to so te ljudje, ki so samo hoteli plac, da bi se igrali in jih uspe predstaviti v tem njihovem navdušenju tako res pristno. No? Vidiš, zakaj so tam, vidiš, zakaj to naredijo, vidiš, zakaj njemu ne pustijo tam. In, to se mi je zdelo briljantno. Taki momenti, ki so povsod, isto kot ona dva v sobi, ki ima ta afero. Pa ona Coke bar, naprimer. Coke bar, pa itak, ampak se mi je zdelo pa še ena stvar. Ne sem Lynch, jaz sem ker smo glih nedavno tukaj v Kinu Bežigrad je bil tale Inception. Tu se mi je zdelo zelo tak, ko gre v te globje nivoje sanj, imaš kar naenkrat ljudi, ki začnejo, te stranski liki tam, ki začnejo reagirati nesmiselno, ki kar napadejo v Inceptionu. In tukaj tudi, ravno tale Coke bar je bilo, kar naenkrat potem vsi laufajo za njim in plezajo gor na okno in razturavajo stanovanje in je prav na to me je spomnil, prav tak Inception, ta sanjska logika, pa tudi on vmes se onesvesti dvakrat v bistvu v bolnici pristane in vse pol na tem, to. Pa mislim, da definitivno nista avtorji rekli, kaj pa če damo malo Inceptiona. Vsi ti, isto kot Lynch, ful se te stvari ukvarjajo s sanjami, to mislim. Mislim, že. Meni se zdi, da v bistvu ta absurd nekako pomaga, če se ukvarja direktno z nejasnostjo narativa ali pa da narediš absurd samo zaradi absurda, ti niti ni toliko pomembno, kot pa kao, da pač pripomore k neki določeni prepričljivosti, pa sploh ne vem prepričljivosti česa. Jaz imam ene par podležečih tem, ki jih bom še omenil, kot je odtujitveni efekt na delovnem mestu, naprimer, ali pa razvrednotenje življenja, ker pač tip je totalno razočaran, ker mu ni ratal njegov podvig kaj je imel on z džipom, neki z džip safari po lokalnih gmajnah. Mislim, to so neke teme, ki bi se lahko komoto ukvarjal, ampak veš kaj, predvsem v oči mi bode torej socialni konformizem. Tale video tudi, ki ga Aljoša prej omenil, on je omenil tudi Curb Your Enthusiasm, ki v bistvu za nekega podobnega gledišča, kao v 30-minutno epizodo zapakira kao eno nerodnost, In tu se mu tudi pripeti malo more nerodnosti, še posebej zato, ker je kao ta povod za njegov celotno dogodivščino, rečemo temu, ta sram. Njegov sram, ko se mu stol zlom in on ga ne more požreti in to ga požene v tole novo dogodivščino, da se proba maščevati tej neki firmi, ki je ta stol... Ker zagotovo je tovarniška napaka, serijska, vsi imajo ta problem, ne samo jaz. In se mi zdi v bistvu taka neka zelo... In to je na več nivojih in z več liki, ker tudi tam, ko se potem menijo sodelavci, da bi ga odpustili oziroma degradirali, so vsi za in vsi, ki pravijo, ker Jeffa bi res lahko poškodoval. Še dobro, da ni koga drugega butno, ki bi ga nazaj udaril, ampak sam Jeffa. In potem vidiš Jeffa, panika, takoj ga moramo nazaj vzeti, ker pač to jemlje avtoriteto, da ga ne pustim tukaj, ne to, da me odrinu. Pa hkrati tudi to, mislim, cela tale obsesija z tem, da morajo biti odnosi v službi po enih korporativnih pravilih. Torej, zato, ker je on tam padel, tako da je videl njej pod kiklo potencialno, morajo zdaj oni imeti pogovor, kjer se morata ona dva prikazati, kako imata normalno interakcijo in potem morajo še svetovalca poklicati, ki se naseli v filmu. Pa starše pripelje na obisk. In pač ne morata ona dva normalne interakcije imeti, sploh zato, ker sta se v srednji šoli bežno poznala. In zdaj se je to zgodilo in je celo po reglicih treba iti, mislim, ne vem, vse, absurd. Pa ta po Marksu, odtujitveni efekt produkcije. Čist noro. Jaz sem hotel še čist
skrajša zastranitev, hotel sem mal, jaz sem včeraj se kar ukvarjal s tem, kaj definira kremško medijo, ker sem videl, da recimo tega nismo imeli v našem pojmovniku, tako da to bi enkrat v bližnji prihodnosti obljubim, probali bomo letos, recimo polet bom si jaz vzel cajt, pa bomo pojmovnik naložili na splet, pa ga skušali dopolnjevati. Pojmovnik 2, tokrat pa zares. Ja. Tako nekako, skratka, kremško medija je neka vrsta humorja, ki izvira iz neke družbene okornosti, ponavadi gre za pač neki potujitev konvencij, ki spadajo čudaško, se pravi, to bi bil primer ravno tega tipa, ki namaka rokav v juho, ker bi si tič mislil, da on, ki ga opozori na to, da bo pač to končala se interakcija s tem, da se mu bom zahvalil in hvala, pač da ni, ampak se, kot vemo, ne konča tako. Ne? Skratka, to so neke družbene konvencije, ki so na videz zelo enostavne in preproste, se kršijo, potem tudi to, ne, ta vljudnostni pogovor, recimo na začetku, se takoj odpre s to kremško medijo, ker natakarca pač jasno pove, da nihče več ne hodi v nakupovalna središča, da je to lame, ne, tako. Pol je malo neke te samoironije, nekega pač humorja, ki v bistvu zadane samega lika nazaj, ne, skratka neko samo prepraševanje, neka neurotičnost, preobčutljivost, to je karbioentuziazem, je to zelo pogosto na tem, ne, ker on vsako najmanjša stvar ga iziritira do amena in pa vedno je pa tudi povezano z neko karakterno osebno stisko, skratka vidi se tudi tukaj, da ima tudi lik neko osebno stisko in tukaj recimo definitivno jaz mislim, da pri Cherry Companyju lahko govorimo tudi o neki taki zelo tipični moški krizi srednjih let, skratka on je nezadovoljen s svojo službo, službo je itak vzel nazaj samo zaradi tega, ker pač mu je propadal ta... Ker je to že druga kriza srednjih let. Ja, ker je imel pač tale posel z džipi, kjer se mu pač on, ki bi mogel investirati, ni hotel nasmehkniti med vožnjo. Potem jim pač tudi tale, se pravi njegov Mike, a ne varnostnik, tudi on ima neke vrsto krizo, ne, ker gleda porno predelavo. Posluša porno predelavo, božične zgodbe in tudi on ne bi rad, da skratka na njegovem pogrebu ljudje ne jokajo. Ja, glede Mislim, od vseh stvari, ki smo se jih naučili, sporno to mogoče še niti ni najslabša stvar. Glede na vse aside, da je še enega provalim, včasih so ful delali porno priredbe znanih filmov, kot je tukaj videno, ne? Ampak ne vem, če je to še ampak spomnim se, da dejansko je bilo to tako popular, da je obstajal film The Lost Highway, jaz imam Lost Highway majico in je nekdo naredil porno priredbo, jaz sem ga v videoteki videl, mislim, da ga pogledal nisem. Ampak film me zdaj zanima, kak je bil The Last Highway, ker pač Lynchov film je zelo globok in to, da me zanima, na kak drugačen način je pol globoko. Preveč žolko se mi zaopira. Ja, drugače jaz vedno trdim, da obstaja film, ki mu ni treba spreminjati naslova, pa je takoj porno priredba. How to Train Your Dragon. Sploh ne rabiš nič, pa sam isti naslov, klikneš gor. Ampak neka ta ideja tega neke krize, ne bi rekel zdaj ravno srednjih let, no, jaz mislim, da to mogoče niti ne gre toliko za krizo, ampak gre za neko krizo. Jaz bi rekel kriza pomena. Tako, hvala, mi to je. Ja. Pač da, kar nadaljuje se. Ne, sej to je bilo izhodišče za pogovor. Okay. Ne, pri čemer še pol hkrati vidimo, da je žena imela enako krizo, ne? Ja. Ampak jo je dejansko na ful boljši način razrešuje z nečim, kar dejansko z izdelkom, ki bi potencialno lahko bil smiseln, ne pa Jeep Tours. Ne? Ja, čeprav, a veš, investitorka je seveda nekdo, ki je očitno povezan z zaroto. Sej, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da ona se spomni izdelka, ki ima praktično vrednost, on pa se spomni zadeve, ki je niti slučajno nima. Ne? Ja, meni se pa zdi, pa še skalabilnost. Zdaj nekako aprovati ali pa pluse minuse iskati na njegovi ideji se meni zdi mogoče bolj obstranska stvar, kot pač to, da pač lej tipe probo, poskusuje ta ameriški sen zagrabiti za roge, ne? Pa mu ni uspelo in potem kljub vsemu šel nazaj v duhamorno korporativno okolje, zato da je ženo podpiral, pa doma ga podpiral, kako je že njihovo reklo med mati pa hčerko, samo govor mu, da
je ok, kako je že, nekaj pa, da te podpiramo in je neki kot za Hulka, veš, tista mantra, ne, nekako takole. In se mi zdi, da v bistvu nekako njegov pogon v norosti, tudi to, da on najde v temu pomen. Da v tem maščevanju, da razreši svoj sram, najde pomen. Se mi zdi zelo pomenljivo. Nasploh tak dober komentar se mi zdi, da v bistvu kot nekaj tako groznega kot kapital v korporativnem okolju mori, pa ubija kreativnost in duha, da lahko tudi taka mala, absurdna stvar ti zafila dan. Rečemo temu tako? Ja. Krati, to je eno izhodišče, kako pridemo pač do glavnega zapleta te serije, ne? Skratka, njemu je absolutno tam dolgčas in teorija zarotemo na nek način osmisli svet, zato ker seveda se vse več stvari, kot se izkaže skozi nadaljevanje, vse več stvari se poveže, ta zarota je vedno večja, vedno ima večje razsežnosti. Po drugi strani pa jaz mislim, da tudi dobro prikaže točno to, ne, kar se je marsikateremu staršu v zadnjih nekaj letih, posebej od pandemije, ne, zgodilo. Skratka, ta padec zajčjo luknjo. Junak je ves čas na telefonu, stvari, ki jih preverja, ves čas preverja na telefonu, en klik ga pripelje do nečesa, drug klik do drugega, klik do tretjega. In kar je najhujše, potem odpre Excel, da organizira svoje misli. Mislim, to pa je znamenje. Ja, lej, to, če si v pisarni delaš, Igor, tako pač to deluje. Ja, in se mi zdi, da z tega stališča pa res prikaže to neko drsenje v to zajčjo luknjo, ki pa je seveda ima nek izvor v tem, da je ta njegova izkušnja sodobnega sveta, jaz mislim, da zelo lahko se poistovetimo z njo. Ne? Se pravi, ok, pustimo to, da je zdaj obseden s tem stolom in da zdaj misli, da je neka tovarniška napaka, ampak on hoče dejansko poklicati firmo, ki je zdelala stol, se pritožiti in seveda kaj dobi, neko generirano sporočilo, nihče mu ne dvigne telefona, skratka, trči ob nek zid molka, v resnici nihče tam ni pripravljen se pogovarjati, oziroma ne pride do resnične osebe, katero bi se lahko pogovarjali. Vse vmes, mislim, da tu tipka nekaj, ker je seveda pa spletna stran je fake. Tako je AI, neki klepetalnica. Skratka, ima to neko izkušnjo, ki jo ima, mislim, da večina nas zdaj v življenju v sodobnem svetu, kjer stvari, ki so na internetu, pa nekako zgledajo, ko hočeš pa v resnici nekaj komunicirati s temi ljudmi ali pa nekaj s kakšnimi telemahi A1 in podobno. S servisom pomivalnih strojev, pralnih strojev. Pa nenadoma gotoviš, da pač da ne moreš priti do človeka in da te stvari zgledajo skoraj da fake, tudi v resnici pač naletiš na nek zid. Ja, v bistvu je zelo dobro ga nekako jezi pa poganja naprej vse to skupaj. Ker nekako on ve, da je rešitev tlele noter in ne dovoli si. Ravno toliko je pa tudi lik Nize, kar ni cagal, no? Da si upa če dalje dlje iti, da praska pod površjem, da skuša več ugotoviti. Včasih res dobiva iz najbolj absurdnih zornih kotov nove namige, nove dokaze. Tu se mi zdi, da serija v bistvu zelo dobro pristopa v tem, kako ta vinjetna struktura teh skečev, bi lahko skoraj da rekel, mislim, da tim je znan ravno po tem, da je v bistvu sketch artist, bolj komedi. Sketch artist je nekdo, ki zato sem hitro dodal komedi. Plus zame. Da se vseeno kljub temu dobro uklapla v tale celosezonski narativ. Ne, mislim, ker tele aside, ki pač stopnjujejo vzdušje, pa nekaj tam, recimo scena, kjer se spoznata z Mikeom. On pride v tisto restauracijo in v tisti restauraciji je kaos in vidimo ene 4 zgodbe, ki se odvijajo in zdaj, če bi podrobno pogledali, vidimo tam one, ki popivajo, nadlegujejo druge goste, vidimo tam ene ljudi, ki se kregajo za mizo. Vidimo kelnarcu, ki je čist stres, ki proba pomiriti. V kuhinji rata požar, on pa celcaj tim, samo to hoče izvedeti, noben tam nima časa za njega. In potem vleti Mike dejansko tam, ki ga je iskal in potem se ona dva... pol je pa še zanimivo ta njegov pogum, ko ga Mike napade, on pol pa popeni, pa taki... Pride iz njega, jaz samo hočem opravičilo. Hočem, da mi zdaj poveš, zakaj se gre. In Mike to na nek način spoštuje. No? To se mi je zdelo
Zelo tak, mislim, res ful dobro napisana cela scena, kako do tega privedeno in odigrana tudi. Ja, mislim, da to ni, rečemo temu prijateljstvo, no? Se razvije zelo zanimivo pa kvalitetno, ne? To, če bi kot, ne vem, dede komu razlagal, bi bilo to what the fuck, videl sta, ne vem, kompradorja še iz bojnih jarkov, ne? Ampak že prva scena, ko se ona dva srečata, ga Majko v bistvu najprej z cevjo lopne po glavi, ne? Pol pa tim leti za njemu, ne? Pa mu v bistvu samo majico sname dol. In Majko celo predvidi tale move, ne? Ampak je to je en najboljših zaključkov prve epizode sezone. Kaj sem zdaj ravno kar bil? Na pol golega moškega, ki leti stran od pretepa, drug pa vstane za Havaje majico v roke. What the fuck? Pa spet to polno korporativno komodno idejo. Aha, to srajco sem zdaj pofotkal in zdaj jo bom nesel tja in bojo vedeli, kdo je. Ne, in oni se pretvarjali, da kdo je, da ga pripriča. In zopet ta zastranska zgodba s to neko firmo, s to trgovino, ki prodaja te majice, Pole pa neka zgodba enega tipa, ki je hotel imeti samo kratke rokave, neke srajce z dolgimi rokavi, ali ravno obratno, nekaj tajega. Pole pa skuži, da so ga naplahtali, da so samo rokave dodali, pa njegov flek odzad prešil z nekimi diamantnimi zašitki, kot what the fuck. Tako, mislim, res odlično simulira obenem to idejo, ki je absolutno, jaz mislim, da spet paše v sodobni čas, da ti dejansko res lahko s tehnologijo marsikaj, pa z to povezanostjo z informacijami, da ti bi lahko prišel do marsikaterega podatka. Skratka, on fotka srajco, takoj najde, kje prodaja srajce in tako je prava taka, skratka, neka igra najde najbližjo trgovino tam, temu območju in tako naprej. Skratka, gre se kot nek Sherlock Holmes, ampak ves čas se izkaže, da te informacije seveda ne vodijo nikamor, oziroma vodijo ne da nikamor, ampak absurdno. Vodijo še večji absurd kot prej, čeprav vmes vedno nekako najde še en namig za naprej. In to se mi zdi res zelo fino, ker po eni strani, mogoče, ker smo že mogoče malo pozabili, da seveda občutek neke te teorije zarote, oziroma občutek tega nekega, da korporacija nam vladajo, da to ni, da teorije zarote v začetku niso bile anticepilska, desničarska stvar, ampak so bile bolj levičarska stvar. Bolj je bila včasih v preteklosti levica prepričana, NSA prisluškuje ameriškim državljanom, pa se je izkazalo, da je bilo res. Kakšne take stvari. In tu se mi zdi, da nekako nazaj pridobimo ta občutek ogroženosti. Ker prve so bile, ne vem, Bilderberg grup, pa te zarote. Torej, bogataši se dobivajo v Davosu in se zmenijo, kako bo deloval svet. To se res dogaja. Ampak kaj, če je zadaj, nam hočejo čipe ustaviti. Ampak veš, vprašaj se, kaj je namen zarote. Mislim, kaj je ena v bistvu pozitivna funkcija za takšne ljudi. Občutek, da ti je svet malo bolj jasen. V bistvu, že lep čas nazaj smo se pogovarjali, ali sem vse bral to, ne vem, če sem že to omenil, da v bistvu, ko umakneš velike narative iz naših življenj, rečemo temu lahko Bog ali pa neka močna država, pol začneš praskati po globelih interneta, kjerkoli pa filaš to luknjo noter in zarota ti da smisel. Lahko je čisto absurden smisel, lahko pač verjameš v plosko zemljo naenkrat, ali pa da pač nismo šli na Luno, ampak to te osmišljuje. In se mi zdi, da to je ena dobra funkcija, recimo v narekovajih dobra funkcija. Pač neke vrste religijo. Religiozen občutek je. Mislim, ampak bolj na nivoju lokalnega fuzbol kluba. Poglej si Fox Mulderja, naprimer. On brez te zarote ne bi ti šel toliko naprej, da najde svojo sestro. Po drugi strani je tukaj ena stvar, ki je meni zelo blizu, to je zelo tak kafkovski občutek dojemanja sveta. To, kar si Mito prej rekel, da se recimo resnica skriva, da nenadoma je resnica. Prosim, pustimo za to. Resnica nedosegljiva na nek način in potem seveda znotraj tega delujejo institucije zelo izpraznjeno, nesmiselno. In pač ta občutek nekega totalnega absurda v soočanju z nekim zidom pred smislom, neko obrambo pred smislom in ti ves čas skušaš prodreti skozi in najti ta smisel in to je zelo tako kafkovsko in tudi Kafka ima zelo take podobne scene
nekih spolnih izbruhov, nekih deviacij, podobno kot tukaj, recimo ta dva, ki se skratka v kleti, na katerem leti Interpol zahteva, da se on še poljublja z njo, da bo še njega posnel, da bo imel pač možnost izsiljevanja in si tako. Ja, kaj? Pa ne pozabi na porno store, ker to sploh ne vem, to je pa res bila zastranitev. A on skuži, kaj tam pozabil? Ne. Mislim, sem fotke pokradel. Bizarno. Mislim, on ga pač vleče, ne? Isto kot prodajalec srajc, isto kot... Ne, veš, kaj mu to naredi? On dobi začasen telefon, zaradi tega, ker je že iPhone dobil v iPhone, ne? In ko mora na novo inštalirati pogovore, pa mu odblokira tisto srajca, chat. To. Ja, in tam dobi namik, kao da... Čisto Pazi, fotke ti krade, on to počne, on to pač počne. Taki so ljudje. Res je zelo večplastna serija, zelo imate neverjetne. Jaz sicer mislim, da še vedno me ta skrivnost, zdaj, ki si Igor sicer rekel, da si sproti izmišljujete, me malo skrbi, ampak itak ne pričakujem nekega končnega odgovora, čeprav neke vrste končni odgovor, sicer še bolj absurden od vsega do zdaj, smo dobili seveda v zadnjem prizoru, kjer ga ta moški z masko pričaka in mu pove, da je vse skupaj bila skratka neko ljubosumno maščevanje pravzaprav, ker pač on s to sodelavko, s katero on absolutno nima nič. Ampak v srednji šoli je vrgel gumiber v dekolte in ona mu zamerila že cel life. In ona ima možnost telekineze. Še to, In je zlomila ona stol. Jaz mislim, da to ni resnična teorija. Igor, ne vem. Samo kaj je bilo polovno na mizi, ko v bistvu on ti ali ona reče, da ima občutek, da ima magnet v želodcu, pa se premakne nekaj. To dela, ko pola ima ona dejansko magnete v trupu. Ne, ona ni rekla, da ima magnet v trupu, ona je rekla, da ko je imela operacijo slepiča, da so ji nekaj pozabili in kadar si da magnet zraven, as one does, čuti, da se nekaj premika. A ti ne poskušaš, da, Igor? Vidiš, če se ti kaj premika noter. Mislim, vzamem močne magnete in pol, jih dajem v svoje telo, tako vsakdo. Se ogromno je teh nekih vinjet, na katere človek pozabi. Meni je briljanten tudi tisti njegov sodelavec, ki je pač res fucking annoying model. Ki se bo pač sam odločil, kako dolgo bo na onem vozičku. 2 do 8 mesecev, od njega odvisno. Ta razpon 2 do 8, to je tisto nekaj normalnega, ne? Da ne omenim zaročenke od njegove hčerke, ki je res grozen človek. Ki fotka Wendy's meso. Pa ne sem zaradi tega, no. Mislim, res je grozna do hčere, do njegove in Ne, meni je bilo ful ljubko, ko sin reče, da on se ne bi več s košarko ukvarjal. Oni še nekako sprejme to, če zdaj bom delal stop motion animacijo. Najhujše, kar je možno, tisti izraz na obrazu je prav tak bil. Ne. Zakaj nisi reš v kultu? Čakaj, še ene par likov mi je bilo tako. Jaz bi izpostavil še tole Lake Bell, ki igra ženo. Ona je super, ful je v redu v tej vlogi, drugače ona je dost uspešna, relativno uspešna igralka in voice actress, ful je v teh nekih DC-jevih zadevah. Mislim, da je Poison Ivy v Harley Quinn risanki. Pa posnela je pred leti en odličen film, ga je režirala in scenarij napisala, ki ga priporočam. Naslov je In a World in je o ljudeh, ki vojsajo trailerje. In njen foter je bil človek, ki je bil največji star in je bil In a World. Ona pa je zdaj prva ženska, ki proba se prebiti, da bi lahko vojsala te trailerje in ful razmišlja, da bi to frazo nazaj dali. In je res, mislim, kot prvo, ful je dobro napisan, scenarij ful je tak, malo je rom-com, pač bolj komedija, malo tudi romance nekaj not. Pa ful je ona genialna, ker ona tako menja na glase in
vse te tonaliteto, pa to res je dobra. No? In v tistem filmu se ful izkaže in ta film je bil, tak ne vem, več kot 10 let nazaj in jaz mislil, wow, ne, tu kmalu bomo imeli super režiserko, nič nisem videl, da bi uspela še kaj potem narediti. Rabi investitorjem. Jaz bi še šefa omenil, njegovega, ne, ki v bistvu ima tudi nekako zrcalno sliko od Tima, ne, da v bistvu ima tudi kremš sram ali pa izgubo smisla, pomena, ko je v družbi, ne, nekako samo teh svojih ostalih uspešnih idiotov, no, broja, rečemo tako. No. So res najbolj grozni ljudje. Mislim, Mike je shit guy, ampak... Ja, ampak tako si rečem, pač... Prej bi šel na pir z Mikeom, kazonim. Vsekakor, ja, mislim, tudi respekt za pogum Gregora na karaoke, mislim, da karaoke skino, ne. Ob temu, da se pol pritožuje, da da nija veze. Ampak, ko pol... skuša krizo premostiti tako, da bo on naredil pa zdaj res unikaten nakupovalno središče, ker se noben ne vpraša, ne, tudi Tim ne v bistvu, ne, se tudi on fila pogovore z debato o nakupovalnih središčih, ki so v bistvu najbolj izpraznjena vsebinska teme, ne, kakorkoli bomo temu rekli, ampak ta poskus, to se mi pa zdi tako zelo zrcalno, pa zelo pomenljivo, ne, da bi on pa proba zanaliti res presežek nakupovalnih središč. Ja, pri čemer se pač pozneje seveda izkaže, da tudi šef nekako povezan skupaj z zaroto. Ta zadnji del, moram priznati, se zelo hitro zgodi. Ne, kao, Mislim, že uvodna scena, kjer ubije eden fant z printano pištolo človeka, ki nekako proba skemati uspešne ljudi, da bi uresničili sanje in postali glasbeniki. Ne? Ja. In pol vleti oni in vidiš, mislim, že te vse detajli, vidiš, da ima oni mulo 3D printano pištolo, ker ne je mogla biti bolj očitno, ne? Tako da celo zgodbo si razade si staviš, kak se je odločil maščevati fotra in priti do orožja in vse to, ne? In potem slišiš, ko on se meni, da je ta človek umr, ne? Jeff, se meni, da pozna tega in potem, ko zveš za to, da je on posnel tist komad, veš, da očitno je nekako sodeluje pri tem skemu, ali pa je bil tarča tega skema. Ja. Ne, Ja, in potem skratka odkriješ te dokumente tam, ker mu je šef itak rekel, da se ne sme naslanjati tam na ono steno. Točno je. Odpre en predal. Ja, kar nekaj še zanimivih. Meni je sicer, tudi tale Joseph Tudisko, ki ga Majka Santinija res naredi dobro vlogo, ker se mi zdi, da je on pa res tak lik, ki na začetku mal neškodljiv zgleda pač s to srajco in pol ga odkrije ga tam v restauraciji in tako in pol mu pomaga in pol vsa ta njegova, da posluša pornič, če samo posluša, pa posluša grozen podcast. Oziroma nek humorističen, samo preklinjanje. Tist neki. Plus, da nek sosed kričica od cajt. In pa njegov kolega ne pozabi, ki je skrit v omari. Tu sem imel pa mogoče zelo močno asociacijo na Extraso od Gervaisa, tisti merchant pa njegov kolega, ki skušata tudi agent, mislim, da... Jaz sem imel bolj na It's Always Sunny in Philadelphia, glede na to, kako Danny DeVito tam in oni živijo v budem stanu. Pa Charlie, ta njegov, ampak potem prehod do tega vedno bolj malo zloveščega, skratka, on pride z darilom za sina, čeprav ga on ni povabil na rojsten dan, se sam skuša, zato ker sta familija valjda in mu je prinesel kaj nekega čokoladno gorilo, ki je pol pes poje. Skratka to, ampak potem izvemo vso to njegovo zgodbo, da je on nadlegoval neko, da se je kar prištulo neko familijo, ki je nekdo umrl in si sam tako, kaj, ta človek ni okej? Ne, mislim, cela tista scena, da je, ki je dobil srce od človeka, ki je umrl, in je pol ženi razlagal, da to srce hoče biti s tabo in pol mu je ona rekla ne. In pol je rekel hčerki, no, se pol pa si lahko tisti, si tako lepša, ki si mlajša. Kako to pelješ? Res grozljivo. Ampak potem so še pa taki, res so tle momente še ene take... Mislim, pa ta tip, ki s psom? Tako, What the fuck? Že res elementi grozljivke, skratka, on tam ima nek 3D model geometrijskega lika, ki ga niče nihče. Ki še noben ni naredil. Zdaj sumim, da je mogoče sanjal on vmes.
Ne vem več, on ima že, drugi ali tretji pretres. Jaz sem si to tako razložil, ampak po drugi strani se mi je pa zdelo, tudi če je res, mislim, da zelo paše v seriju. Ja, ker se mu tam tako obraz spremeni, ko Bilbo to pri prstu. Samo pol ima pa tako, ko on mi reče, da me fotke, pa da na Instagram, da sem ti psa rešil, ampak pol komentarji pod Instičem so kao, rešimo tega psa, ker kaj on tip zlorablja te pse. Mislim, what the fuck, no. Ne vem. Ja, kaj je hudiča, se dogaja. Ne, lahko da pač ljudje grde komentarje pišejo, ker so kreteni, ne? Čeprav on tip je off, ne? Ja, čeprav tudi ta ideja, da zdaj fotki me s tvojim psom, pa daj me na Instagram in me tegaj, da si ti pripeljal psa nazaj. To je tako, zakaj to delaš? Človek nekaj. Kup teh nekih stvari. Zanimivo je tudi, jaz sem najprej mislil, da bo tudi ta konflikt med njim pa hčerko, ki je on povezal vse to in ona najprej foter, seveda foter. In pol čisto odpade. Ja, ampak pol tudi ona čisto odpade, čeprav imam ta občutek, da tudi ona rabi malo pobega pred nekom v njenem življenju. Točno to, jaz sem jo isto. Meni se zdi, da se ona malo skuša oddaliti od tega sranja, ki ga ima doma, ve, da ni vse in da rabi pobeg. No. Bi pa rekel, da me malo skrbi za to igralko, zato ker jaz njo zdaj tretjič videl in predtem je igrala v It, ta mladi verzijo in predtem je pa igrala v Sharp Objects, kar mlajšo verzijo Amy Adams, ki je tudi čist psihopatska serija. Dungeons & Dragons si pozval. Pa še v Dungeons & Dragons. Tisto je bilo v redu. Tisto je bilo feel good, da si malo zbistri. Res fantastično. Sermito, si še timo kakšno temo, ki si še prej omenil, da so še česa nismo odprli? Zdaj samo, mislim, ta odtujitveni efekt, mislim, da to smo zdaj že nekako malo, koliko zmorem, po svojem razumevanju, pač tega marksističnega fenomena, tole razložiti. Se itak je toliko zapakirano noter v absurd, pa ti je jasno, kaj se dogaja, ne samo zaradi tega. Mislim, da edini izhod, ki ga tudi Marx nagovarja, da pač moraš imeti prosti čas pa lasten kapital, da se nekako lotiš iskanje smisla pomena. Jaz mislim, da mogoče nekaj, kar še je tu pomembno, je pač to, ali smo to že tudi omenili, torej kremš kot dobra plastika za slikanje našega vsakdana, se mi zdi zelo uspešen model za komedijo. Mislim, da tukaj meni je mogoče ravno zaradi tega tako dober, ker je tako prikladno za ves absurd, ki ga sami doživljamo. Mislim, če samo postaviš celo iransko sranje ali pa Gaza sranje v nek racionalen okvir, je v bistvu sam absurd lahko odgovor od tega. In se mi zdi, da v bistvu to vrstna komedija lahko nagovarja to, pa ne da ti da zdaj kao tolažbo, samo da pač kao zna usmišljati na svoj način, ker tudi ne pozabi absurdistični, surrealistični izdelki, fenomeni ali pa umetnost, kao imajo ta namen, da ti postavi realnost na glavo, hkrati pa te proba na nov način sestaviti skupaj. In meni se zdi, da to počne na nek način, ta serija. Pač ne rabi biti odgovor, važno je po moje, a se počutiš malo bolj koherentnega potem, Ne vem, če se. Mogoče je pa to veš, da te gledajo malo z ruka, vse to. To, da se zamisliš glede stvari, je smiselno. Mislim, meni je problem, kot sem tebi povedal, jaz sem včeraj pogledal 3 epizode, torej skoraj pol sezone in poleg tega še en film, ki je umetniško bistveno pač še više, danski film Zadnji vikend, kasneje o tem govoril, in sem bolj pod vtisom tistega filma kot te serije vseeno, ampak in tisti film je bolj zrukal kot ta serija. Je pa cel cajt, kar sem jo gledal, bilo tako, kaj? V bistvu zgubiš to, ko imaš predstavo, kako se bojo stvari zgradile, sploh ne vem, jaz, ker sem res dosti filmov videl, ker pač mi je to job. In pol se ne zgradijo tako, ampak se zgradijo še boljš. Ja, ker v bistvu, jaz se ful sprašujem, kaj pa kako, pa potem čisto na koncu, ko analiziraš stvar, zakaj. In pač to, zakaj se meni zdi, da pač to, malo ti z ruka kletko tvojega racionalnega sestava, da pač kao ti mogoče novo perspektivo pripusti zraven. Se v bistvu, kako prideš do tega, je čisto vse eno. Zdaj ta serija lahko analiziraš preko vinjet, preko nekih zastranskih likov, ki imajo neko svojo avtonomnost in tako naprej, ampak
namen se mi zdi, da v bistvu zelo dobro skine. No, kao, da če sta se ta dva kljub improvizaciji ali ne, kao odločila narediti, kao hkrati humorizem, mislim humorno zadevo, pa hkrati socialni komentar in v to zapakirati, moram reči, da to zelo dobro uspelo. Ker naprimer, mene zelo na Monty Python spominja malo It's Always Sunny. Rad bi rekel Fawlty Towers, ampak tam je v bistvu zopet že ta neki socialni kontekst postavljen. Ja, ampak imaš glih tak cringe. Ja, pa tudi Curb Your Enthusiasm, tako da če je to tvoj štika, je ta serija čist zate. Imam pa še eno vprašanje za vaju glede te cringe komedije in sicer, če se spomnim preteklost, v glavnem je cringe tale strah pred nečim takim, stvar najstnikov, ki se sramujejo svojih staršev, ko se začneš ti zase meniti, da si cool in da tvoji starši niso in policajci starši me bojo embarrassali. Ampak danes mislim, da to ne velja več tako, ampak da velja tudi za odrasle in mislim, da je povezano s tem, da nočemo, mislim, da je cela družba usmerjena v poveličevanje mladosti in v to, da nočemo odrasti. Okay. Da je kremč, da prej recimo v 80-ih je bilo odrasle ljudi ni bilo sram na tak način, ni jih to skrbelo, ali so bili negotovi vase, ali so bili sigurni vase, ali so bili, fulih je bilo alkoholikov, ampak bili so bolj na nek način bolj sigurni, niso imeli teh tovrstnih dvomov kot zdaj, ali bom izpadel lame. Ali so bili mnenja, da itak so lame, ali pa so bili mnenja, da niso lame, ne glede na realno podobo. Ne vem, to je samo ideja, ki jo imamo. Mislim, razumem, kaj hočeš povedati. Definitivno je to povezano, jaz mislim, da s tem nekim dvomom in zato neko, jaz ne bi toliko rekel, da kultom mladostništva, ampak tem, kar si omenil, da je neki cool ali pa ni cool. Jaz mislim, da je to popularno kulturo res prišlo do te mere, da danes, ko vsi nastopamo na socialnih omrežjih, se vsi trudimo biti na nek način cool in vsi se nekako zavedamo, da smo na očeh javnosti. Takič, ko ne vem, kaj se nam dogaja. Zato mislim, da zato taka komedija deluje, ker se mi zdi, da se vsem nam zdi, da ko ne vem, padeš na stolu na nekem klinčevem sestanku, ki je mogoče 20 ljudi, ampak da je to nekaj, kar te lahko zaznamuje danes že, ne vem, če nekdo posname, če ne vem kaj. Tako da mislim, da je mogoče ta ideja samo malo bolj postala perverzna, oziroma samo malo bolj, še bolj v tej neki družbi nadzora, v kateri živimo, se še bolj zavedamo tega, da je vsak naš moment pod očmi nekega, zdaj bom še jaz, pokojevega panoptikona, recimo. Nisem hotel, ampak... Nisi pa hotel reči, da smo vedno v liminalnih prostorih. Nisem še čistam. Ampak jaz mislim, da je bolj ta in da zaradi tega nam kremš pravzaprav danes nekako se nam zdi bolj, ker meni je, pri kremš komediji mi je vedno ta občutek neprijetnosti, ko jaz to gledam in bi ful rad, meni je recimo zelo težko točno to vrsto komedijo gledati, ker bi vedno tako, daj nehaj že tam, ko se on prepira z ono na takrca, si sam tako, a si lahko pustijo, briga te, kaj ona misli. Daj mir, ker bolj, ko govoriš, slabši je. Meni se pa zdi, da sta dve obliki kremža. Ena je lahko javni v smislu socialnega konteksta, tako kot je pri tej na takrci, ali pa cel Curb, Seinfeld se gre okrog tega. Da ko jemlješ socialno normativnost kot kapital, s katerim lahko pležeš po neki lestvici, kakorkoli, in če to prekršiš, je kremž. Rečemo, to je eno kremž. Imaš pa lahko zelo intimen kremž. Nekaj si naredil kot najstnik, ki ga zdaj niti približno ne bi naredil, pa sam spomin na to, se ti kremžiš. Je zelo tvoj šit. To je tisto, kar ti ne pusti spat zvečer. Enega aprila se spomniš, kaj si, ne vem, naredil pri 16. To je prav on mem, ki ga ponavlja Alenka na Facebooku, prav kot možgan. Spiš. Pa tole, naprimer. Pa tudi kremš. Meni se zdi, da kremš je pokonektan z sramom in z socialnimi normativi. Da to, ali je to mladostniški kult, ali je to whatever, bomo te rekli. Mislim, se tudi je lahko, če zgledaš na odsotnost religije, s tem, ko nimamo več spovedi, v katero bi lahko verjeli,
vsi naši grehi ostanejo z nami. Res je, katoliški tipkat. Je pa tudi fajn to, kar si mi to rekel. Ja, in najbolj seveda deluje v nekih formalnih okoljih pisarne. Ker tam je točno to. Ja. Če kremš, si izgubil socialni kapital, kako boš še lezel, ker to je ta ameriški stanje, pač ti, začneš kot, ne vem, dostavljaš najprej pisma, potem pa boš enkrat vodja te pisarne, ampak seveda, ne skremžem, ker če bo te sodelavci začeli gledati, to, kar si ti prej Igor omenil, ker šefa začne skrbeti, ker se mu zdi, da je tam nek drug alfa samec, ki ga ne bi mogel kar tako nekdo odriti, on pa je zdaj tu in jaz sem ves čas pričakoval, da bo on izzval nek konflikt, kar se pol, hvala Bogu, pač ni izkazal, ker sem mislil, da bo hotel pokazati, da pa on pa ni tak, da ga bo tale model. Jaz nekšli mislil, da bo hotel prikazati, kot da zdaj sta najboljša prijatelja. Zato, ker da ne bi pokazal straha pred njim. Ampak je pa mi ful zanimivo, kako mi trije, vsi samozaposleni delamo od doma, lahko zdaj, to je pa tako v pisarnah. Jaz sem delal kar dolgo v pisarni, tako da lahko rečem, da je to točno tako. Točno tako zgleda. Jaz sem gledal The Office, pa je to vse. Jaz sem bil enkrat na sestanku. Ne, večkrat. Ja, glej, sestanke v pisarnah, to je še kaj. Ne vem, kaj naj še povemo o tej seriji, razen da pač, če ste to zdaj poslušali, pa niste pogledali, jaz mislim, da še vam vedno nismo nič povedali, ker ne vemo, kaj bi vam povedali o zgodbi. Ne vem, kako bi še dodal. Jaz mislim, da je igra odlična. Super, da so vsi igralci zelo na mestu, da tudi tim, sketch artist. Predvsem se mi je zdel tam v comedy artist. Sketch comedy, hvala. V predzadnji epizodi, ko se odloči, da bo vseeno pač potegnil ta kratko pa zavoro nad svojim zarotništvom in zapleše svojo ženo in so prvič v celi sezoni v bistvu napisi preko tega, ko on na ramenu svoje žene joka in gleda v ogledalo notri in se mi zdelo, what the fuck, ste bravo, odlično, res vse skupaj tako dobro narejeno, pa potegneno v tisto kremžasto že nelagodje notri, kao, ki se je sram. Mislim, kako se že reče, to je second hand sram, ne? Ker se gleda pri tem, kako na nek način uživa v svoji... Ne muči. V tem, da je ženi zdaj nekaj on dal in da on ve, kako ji je pomagal, ona pa ne ve. Da se tudi prijazno s tem in tako zelo kompleksen. Čeprav meni je še ful dober tam, ko končno vdre v tisto, ne vem, občino, kjer imajo in pride v uno sobo, polno stolov. In je tako, res je, mislim, tako vidiš to srečo, da je ta zarota resnična. S tem, da stoli so zloženi tako, da bi lahko tudi pač posedel ljudi tja in imel pač prezentacijo. Pač do stolov imajo big fucking deal. Tako da dajte to pogledati, če še niste. Jaz mislim, da res tudi, če ste to poslušali, jaz mislim, da vam nismo toliko razkrili, da bi zdaj užitek bil kaj dosti manjši. Še veliko stvari se zgodi, ki jih mislim, da nismo kaj dosti omenjali, ker jaz sem tudi včeraj šel še en recap narediti, zato da sem se sploh spomnil, ker je toliko tega od prve epizode dalje, da vse pozabiš. Jaz sem na tole žensko z magneti, karkoli pa že, da recimo vmes spet pozabil, ker je tako pač, ne vem kaj. Oni s tistimi mehurčki in vedno ima nekaj novega. Pa on na šihtu, ko cel cel govori, zakaj tako vroče. Pa zakaj smo mi tu, a ti veš, da je ful vroče, pa on shut the fuck up. Ne, mislim, da je dosti točkah ti mislim, razumeš, zakaj on noče hoditi v službo, ampak ne razumeš, zakaj še ni umoril sodelavcev. Mislim, strihnin v kavi, to bi ful. Pač poglej človek, če nisi. To je to o The Chair Company in zdaj le gremo na, kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali poleg Chair Company. Igor, ti si prvi, dan si že nekaj omenil. Jaz sem pač ful. Not padel v stvari. Aljoša. Jaz sem ful not padel v stvari in pogledal. Zdaj, Godzilla Minus One sem pogledal, ker je bilo na nacionalki. Res, šele, ali? Ja, šele in malo sem razočaran. Mislim, vizualno je dosegel visoka pričakovanja, ki jih je postavil že Oscar in vse, kar sem videl v trailerjih in to. In wow. Zgodba pa je, moj bog, no, mislim, Žajfnica imajo boljše zaplete, no, res,
Mislim pa tudi tako, ko je bilo, da tako hoče postaviti. Nekaj cajta se trudi, da bi izpostavil kamikaze, so pa bili vseeno v redu ljudje. Ne. Ja, malo s tem, da on pol na koncu bom pa vseeno dober kamikaze in pol imaš tisto, ampak eno stvar ti moram povedati, kar reče mehanik in potem tak kat, tu pač res v naslednjo sceno, kaj mu bo lepo povedal, tak ful je očitno, ful je res, no, mislim, upam, da se bojo letos bolj potrudili pri nadaljevanju Godzilla -0, kar moram pa reči, naslovi filmov so pa zakon. A to pa ne bi vzel v zakup, da on potem, ko mu ne uspe, v bistvu njegove misije izpeljati, da ima cel cajt manjko tega smisla, njegovi vsi kolegi so šli. To ne pomeni, da bi bil on dober kamikaze, to pomeni, da ima on manjko pomena, smisla, ravno to. Ja, vem, ampak ta pomen je kamikaze. Ne, da se žrtvuješ za nekaj. Ja, ampak zakaj se on žrtvuje potem na koncu? Ne svoje življenje, on bi se žrtvoval za nekoga, prej pa ni imel nič. To vsekakor tudi ne izpelje, ne? Ja, ampak vseeno je kamikaze. Glej, resno imam problem z suicide bomberji pa kamikaze ti. Ne pozabi, tudi oni so žrtve, veš. Ja, dajmo citirati Captain America. Prva dežela, ki so jo nacisti zavzeli, je bila njihova, a ne? Dajmo tu. Vsi so bili žrtve. Potem, to bi lahko cel dan počel. Ja, vidim, ja. Pogledal sem Firefly in potem še Serenity. In pol mi je ful odleglo, ker sem se rešil tega bremena, da sem moral non-stop pogledati 14 delov serije in 2-urni film. Ful je v redu. To moram reči, ima ful napak, ker pač ne vem, se pretvarjajo, da gravitacija ne obstaja, pa da lahko zid narediš v vesolju, pa take stvari. Ampak je pa ful so dobri liki, ful je v redu razvoj likov, ful je v redu komedija, ful so v redu preobrati, ker včasih misliš, to bo pa neka lame storija in potem te bo nekje presenetila. To je ful v redu, razen v Serenity filmu, kjer dva lika čist brez veze ubijajo in ne bi bilo treba. No. Mislim, da je on probal ful preveč narediti naenkrat na koncu s tem filmom in je rekel, ok, nič se ne bomo vstavili celo tega lika mu bili, no kakorkoli. Poglejte si Firefly na Disneyju, Serenity je drugje. Priporočam. Tak res je Firefly na izjel. Kot da bi gledal Star Trek, samo da so kovbojci. Jaz sem rekel, da bi gledal Buffy, sem da je vesolje. Ja, tu neki. Crossover Buffy pa Star Trek, najboljši crossover. Ja. Pol sem pogledal enega bolj kontroverznih apparently filmov leta, The Drama, oziroma Drama po naše. Je v kinu, v glavnih vlogah sta Zendaya pa Robert Pattinson in zdaj pač ne bom spoilal, ker je malo brez veze, ampak temelji na tem, on je kamikaze. Temelji na tem, blizu dejansko ona, ja. Aha, okay. Da ona dva sta srečno mislim, se nameravata poročiti in imajo eno večerjo z tema pričama njunima in si rečejo, kaj če bi povedali, ko so že malo nažgani, kaj je najhujša stvar, ki si jo kdaj naredil. In potem, ko pride ta stvar na dan, vedno odlična ideja. Dajmo si govoriti skrivnosti o večerjih. Ja, so stvari zelo... Kremš? Ja, tudi. Okay. Sploh potem, ko ima on res dobro odigra. No? Moram reči, mislim, oba dobro odigrata, ful sta različna lika in potem ima on en ta govor na poroki, ki je tak pik kremš. Mislim, Tim Robinson je tisto gledal, pa orgazmiral, po mojem, poleg. Tako dobro je. Okay. Ja. Okay. Ful priporočam film, odličen date movie, sploh prvi date. Zakaj pa kontroverzen? Zaradi tega, mislim, ali spoilam zdaj? Ne. Pač, ja, točno. Smisel kaj je? Zaradi tega, ker ga eni pohvalijo? Ali... Ne, kontroverzni je točno zaradi tega, kar ona razkrije. Aha, ok. In kako to vpliva in kako bi ravnali, ker je zelo tema, no. Glavnem tega, da ja. Torej, ona je kamikaze. List said soon is mended. In potem sem pa pogledal, kaj pa glih danes, nedavno štartal v kinu,
Zadnji Viking, ki sem ga že prej omenil, to pa ful priporočam, je pa dansko-švedski film z Madsom Mikkelsonom in Nikolajem Lijem Kasom v glavnih vlogah, in sicer tale Nikolaj igra Ankerja, ki je bančni ropar. Prva scena je, on skrije celo torbo denarja in pištolo v omarco in pride domov in da bratu ključ in reče, pojej ta ključ, in ko ga boš ven pokakal, ga umi najprej, pa ga nazaj pojej, počakaj, da se bodo stvari pomirile, pol pa idi zakopati tam, kjer smo praznovali tvoj rojstni dan, ko si bil mali. Brat, ki ga igra tale Mads, ima neke psihične težave, ne zvemo kaj, ampak vidimo, da ni čist vse v redu z njim. Pol vleti policija, onega odpeljejo in 15 let kasneje pride iz zapora in pride do brata in reče, Manfred, kam si skril, ne? A si dal tja, kaj sem ti rekel. Ampak Manfred je zdaj mnenja, da je John Lennon. Zato, ker Manfred ima disociativno motnjo in se je odločil, da je John Lennon. In če mu kdo reče, da je Manfred, bo on probal narediti samomor. Recimo skoči z avta vozečega, skoči skozi okno, ko gre mimo. In je tak smešno, zato ker se je Manfred naučil že toliko skakati skozi okno, oziroma John, da mu nikoli nič ni, ne? Okay. In poleg tega Manfred krade pse ljudem in tako kar naenkrat prinese psa, pa reče, ja, to je za najn pes, pa prije sestra, pa reče, da si spet skradil, oni sosedi psa. Ne, to ni, oni od nje zgleda malo podobno. Ona ga noče več imeti naši, v glavnem, Mads to briljantno odigra. Oni ga pol basically ugrabi, ker najprej, potem ko proba narediti 3-krat samomor, ga zaprejo na psihiatrijo. In tam pa sreča enega psihiatra, ki reče, ja, ne, glej, pač tu je problem, ker njemu se svet zlomi vsakeč, ko mu kdo reče, da ni, ne, John Lennon, ne. Ti bi rabo zdaj narediti mu okolje, da bi on bil sprejet kot John Lennon in pol gre gledati po registru in reče, ne, gled tu, na Danskem, imamo enega, ki je prepričan, da je Ringo, pol pa tam na Švedskem imamo pa enega, ki je pa to, ne, dajmo band spraviti nazaj skupaj in potem stvari se stopnjujejo, smešno je, ko imaš občutek, to pa mogoče ne bi smelo biti smešno, zakaj mi je to smešno, a je prav, da mi je to smešno, a sem slab človek zdaj, ki mi je to smešno, ne. Itak, ja. In potem v trenutku, preden se to odločiš, je že neko tako ultra nasilje, ker pač še poleg tega se pojavi oni partner od Ankerja, ki je bil na prostosti, zagonil svoj pol keša in zdaj hoče še njegov pol keša, drugače ga bo ubil in celo njegovo familijo. In potem je še, da tisti, ki človek tega benda, ki misli, da je George Harrison oziroma Paul McCartney, malo menja včasih, ima več osebnosti, občasno je tudi Bjorn od Abbe. One man band. Občasno je tudi Bjorn od Abbe in pol začnejo pet Abba komade. V glavnem, weird film pelje v smeri, ki ne pričakuješ. Mislim, da je zelo dobra sopotnica temu. Ja. Ampak ful bolj evropski. Definitivno pa taka varianta, ko te vedno imaš, danes ne bi takega filma mogli več posneti. Takega filma ne bi mogli nikjer drugje posneti, kot na Danskem. Ker vsi ostali bi se zlomili prej, bi zašli v napačno smer. Mislim, tu je ena senzibilnost avtorska, pač tudi nacionalna. No, mislim, je nekaj, kar wow. In ful priporočam, skratka, res dober film. En blurb imam za tvoje letterboxu, za ta film. All we are saying is give Manfred a chance. Jaz sem pa skozi okno skočil tega. Pogledal sem do konca Shrinking, 3. sezono, to je pač Ted Lasso z psihiatri. Priporočam. V redu je. Ja. In prebral sem par stvari. Torej, 2 stripa sem prebral in gledal predstavi po obeh stripih, oziroma en, ki ni tu menjen, ampak ok. Prebral sem Krst pri Savici prosto po Prešernu od Boštjana Gorenca Pižame in Jake Vuketiča, ki je zelo zabaven in ima eno ful strokovno
spremno besedo in pol eno tako Kjer kremš sta. in pol še eno tako zajebansko. Zdaj, no. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da vem, kjer je. Ne, ampak v redu, meni je bil všeč strip, se bomo še kaj, po mojem, rekli o tem, ko boste, mislim, ti ga še nisi prebral? Ne. Tudi ne vem, če ga bo. Ta pa ga je, po mojem. Aljoša, si ga ti prebral? Ne. Pol sem prebral strip Žige X Gombača in Jake Vukotiča. Jaka Vukotič je leitmotiv tukaj. Srečkon strip, ki ima res dobro vizualno podobo, ampak ful prisiljen narativ in mi ta del ni bil všeč, ampak mi je vizualni bil res všeč, pa ko so velja kul. Pol sem pa gledal predstavo, posneto oziroma postavljeno na osnovi tega stripa, ki sta jo naredila Nik Škrlec in Manca Trampuš in je bilo zelo kul. Basically naslov predstave je Srečkon strip, to je zelo čudno ime za predstavo. In potem predstava temelji na tem, da Nik Škrlec in Manca imata interakcijo z občinstvom cel cajt in na tablo pišeta asociacije, stvari, o katerih se pogovarjamo, sprašujeta publiko za feedback, cel cajt debata se vrača na Kosovela in potem do konca predstave se ustvari naslov predstave, ker pač Srečkon strip je čudno ime. Bravo. In je full vredo in temelji na tem, da sta ona dva res dinamična in zabavna voditla in mislim voditla, kakorkoli avtorja predstave. No, to mi je bilo zelo všeč, če imate kaj priložnost. Poglejte, načeloma pa je to, da ta predstava je namenjena srednješolcem in gostuje po srednjih šolah, tako da če ne drugače, tihotapite se srednjo šolo, vzemite en skateboard, rečete, hey fellow kids. Ne se tihotapiti v srednjo šolo, ne. How you doing fellow kids in pogledajte predstavo, če je šlo drugače. Smo močan kremš efekt. Nadaljuj, Igor. In še ena stvar prebral sem Red Star Rebels od Amy Kaufman in sicer gre za YA romanco postavljeno na Mars in se mi je zdelo, ok, to pa moram prebrati. In je malo klišejsko, tak fejst, ampak ima enih par lušnih elementov, no, če imate radi YA fantazijske romance, Amy Kaufman jih pogosto piše, včasih zaide tudi sci-fi in je ok, tale se mi zdi, da ne bi škodilo, če bi si še vzela malo časa, pa jo dodelala, sploh enih par razpletov pa razvoju likov, ampak je vseeno kar ok. In poslušal sem novo plato od R+, Hello New York City je naslov in mi je zelo všeč. R+ je Rollo Armstrong od teh, kako se jim reče, Faithless, in to je njegov side projekt in na prvi plati je imel sestro še, da je zrom pela Dido, oziroma Dajdo, zdaj pa ima eno Emilio Fox, ki tudi čist vredo obnese in je lušna plata. Ok. Ja. Okay. Hvala, Igor. Mito? Dobro jutro. Malo si me zgubo, ampak ok. Jaz sem gledam Rooster. Okay. To je to. Fajn je. Ja. Fajn je. Imam pa 3 minuse, ki niso ravno minusi, ampak so bolj osebna preferenca. Malo preveč lib za mene, ko se po večini lepi beli ljudje v zelo zaprtem mehurčku pogovarjajo o v bistvu niti nepomembnih problemih, ampak ajde. Ima neko tedlaso logiko, zelo je vse toplo, mehko, nič kaj preveč grozeče. Vem, da je isti avtor. Brez skrbi, vem, da je isti avtor. Ampak to niti ni minus v tem smislu, samo pač imam je tako dolgočasno, pa predvidljivo do neke mere. Pa malo mi je predvidljivo njegov od Steve Carella lik, ker sem ga že videl v The Officeu, samo deluje bolj taka zrela, odgovorna oseba. Pa malo mi je predvidljiv lik prorektorja, ali kaj je ta glavn, ki je iz Scrubsov, kjer je tudi pač tale pisec delo zraven. In mi je pač potem tako, kul mi je humor, pa eni določeni zapleti so ok, pa dobro je odigrano, še posneto mi je ful čudovite barve, malo lepo je, fotografija je lepa.
Ampak tako se nekako ne morem se znebiti občutka, da sem že to videl nekje. Pa, veš, samo to. Ja. To je. Torej, Rise of Skywalker. Ja. Tako je, zelo tipičen sitcom. No. Ja. Mislim, to mi ni minus, to je samo, da se gre, mislim, uživam, gledam, spremljam jo bom do konca, Karel mi je vedno zakon, karkoli naredi, ali drama, ali komedija, samo tako ne morem se znebiti tega občutka, da jaz vas že nekje poznam, no? In je samo to. No. To je to? To je to. Jaz bom na hitro preletel, jaz sem pogledal drugo in tretjo sezono Wolf Halla do konca, ker sem pol gotovo, da več čas sem čakal na tretjo sezono, potem pa sem gotovo, da je samo zadnja 2 dela druge sezone, sta tretja sezona in da je to, da jaz brez veze čakam in da je stvar zaključena. Pogledal sem in mi je res ena boljših zgodovinskih serij, če imate radi pač tako dramo, je pa res, da čeprav vizualno in tako malo knjigo mogoče poenostavi nekatere stvari, je vseeno, morate biti res kar precej koncentrirani. To skratka ni zgodovinska drama z nekimi bitkami, ne vem kaj, ampak večinoma samo dialogi, pogovori in ta naraščajoča sovražnost ali pa z kraljem Henrikom. Pogledal sem drugo sezono Deadlock in je še vedno super. Meni je druga sezona skoraj čisto na ravni prva mi je bila zato, ker je bila toliko nekaj posebnega, mi je mogoče bila res pač še toliko bilo, zdaj si pač že veš, kaj pričakuješ, ampak še vedno je zelo dobra, primer je zanimiv, liki so super, tako da jaz sem zelo užival in res priporočam. Pogledal sem prvo sezono One Piece-a, fajn je, pač kot da bi anime oživel. Malo me je to na začetku motilo, ali pa mi vse bilo nenavadno, pa malo je ta struktura animeja, pač njegovih pretepov, kjer vedno pride nov lik, zlobec in potem najprej premaga glavnega junaka, ali pa že misliš, da ga ima, potem pa on izumi nov udarec in je tako malo ok. Ampak je pa ludo in nezaboravno, tako kot so pač anime. Pač liki so tako na 11, vsi gusarji, in imaš klovna gusarja in neke samuraje in ne vem kaj. Je kar zabavno, no? In pa pogledal sem drugo sezono After the Flood, to je pa BBC-jeva detektivka, krimič. Prva sezona me je zelo znervirala in mi ni bila tako všeč, druga se pa malo, hvala Bogu, umiri, ker se mi zdi, da prvi sezoni ta detektivka res prekrši vsa fucking pravila, ki obstajajo na policiji, zato da bi ulovila pokvarjene policaje, ki kršijo vsa pravila in si malo tako, wait a minute. Ampak v drugi sezoni se to malo, bom rekel, vseeno umiri, nek drug primer je vmes, ki je sicer precej predvidljivo se konča, ker smo to zdaj že res dostikrat videli, to tako razrešitev pač tega zločinca, ampak mi je pa ta osebna drama, pa babica tam, pa ta malo angleško podeželje, čisto ok. Tako da priporočam, če rabite kaj BBC-evskega, ker kakorkoli je to taka standardna krimič, je pa vseeno BBC-ev krimič, ki zna narediti dobro reč. Tako da priporočam. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, poslušali ste že 249 epizodo podcasta, ki sliši na ime Obot, podcasta za serije, filme, riseke, špile, knjige vse žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, Last, Highway, Harp, Mito, Curb Your Enthusiasm, Gegič in Aljoša, How to Train Your Dragon, Harlamo. Sama porna imena. Ja, tole epizodo smo posneli v našem štabu, v kinogledališču Bežigrad, kjer je film v središču gledalčeve izkušnje. Če bi si želeli biti tudi vi, pridite v kino Bežigrad na večerjo, film in kokice. Hej, lahko končno spet greste na dejt. Pustite otroke doma, da jih uspavajo naši šarmantni glasovi, vi pa v mesto. Kakorkoli, če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno oceno. In če ste prepričani, da ste naslednji neverjetni zaroti, ki vključuje številne deležnike iz vlade, korporacij in vaših bližnjih, se, še preden pokličete časopise ali policijo, časopise in policijo,
prepričati, ali je to resnica ali samo resni.ca. Teorije zarote. Teorije zarote. Kjer lame joke. Sodijo v fikcijo, ne v parlament. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu in Blue Skyju, vsekakor v Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kaj novega v žanrih na platnih, med platnicami in na ekranih, v naših epizodah in sestavi pisarniških stolov. Tole je bila že 249. epizoda podcasta, hvala vam za vašo pozornost, se slišimo znova čez teden ali dva, nisem čisto prepričan, kako bomo tole izvedli, ko bo na sporedu že 250. epizoda podcasta, ki bo posvečena 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Amerika! Fuck yeah! Kateri film smo izbrali, da z njim počastimo ta dogodek, boste izvedeli takrat, oziroma če se nam pridružite v našem kanalu na Discordu, verjetno že kak dan ali več prej, vsekakor znova vabljeni k poslušanju. Še en EPP, lahko nas namreč v torek, če nismo tega objavili v torek 14. aprila, nas lahko ujamete v Mariboru v živo. Če ste pa to danes zjutraj slišali, pa ste z Maribora ali okolice, pridite skratka zvečer v Maribor. Tam bomo govorili o znanstveno-fantastičnih serijah po epidemiji. Za več informacij skratka pogledajte na socialna mreža. Če nas grešite takrat, smo v Mariboru znova 8. maja, ko bomo govorili o stripu, filmu in seriji The Watchmen na prvem mednarodnem stripovskem sejmu v Mariboru, in to malo preden izide slovenski prevod tega stripa. In preden Ljubljančani skočite po konci, letos nas boste lahko znova ujeli tudi na konvenciji Na meji nevidnega, skratka v dobrem mesecu dni, kar 3 epizode v živo, plus še naša gostovanja, Mito je na Star Trek dogodku, jaz vodim en dogodek z Mitotom, mislim, da pol jaz nimam več nič drugega, ali pa se mi zdi vsaj, Igor predstavlja svojo knjigo, tako da ljudje, imeli še nas boste vrh glave, jaz nas imam vrh glave. Pridite nas kaj pogledat, to je bil nenavadno dolg outro, zato samo še nasvidenje. Okay. Chair noises. Bomo naredili kako kremš foro. Kremš, Ja, imaš kak predlog? Ja, imam. Dej. Naredimo pol. Dej. Ok.